Für die Girls aber was dabei sein. To je takoj po pogrebu. Ja, odbita pa da dolgo. Ja, ja, tako. Tvoj oče? On je bil kmetavc. Bog je ostalo bedintarje, da delajo, mi pa držimo eni roki zvonec, v drugi pa kljačo. Saj sem pri stricu tudi delala. Stric? Ta smo le? Z nobenim čobljame bi so v žlahti? Mati, saj je vaš brat. Dekle, se si opamen, se lahko sama presodiš, ali je lahko moj brat? Ta bi bila lepa, da bi jaz tako oblečena šla z njim, kje bi zašpehan. Saj se tudi tebi gabi. Ne, mati. Ja, kakšna mati, saj nimam 70 let. Kaj nisi slišala, da včeraj pravi v svojem materam? Mamica? To sem se pa tako naučila. To je stric se je tako naučil. Meni? A, že stric! Rekla sem ti že, da on ne more biti nami v taki. Ko njemu mora samo delati. Poglej, kakšne roke
okej, imaš ribica. Kaj si najame dekla, ne pa da ti garaš dan. On nikoli me ni priganjal v delu. Sama rada dela. Glej, ono, taka je kako njen oče. Tudi on je bil tak bedak, da mu ni šlo drugega po glavi, kako delo in delo. Ni mu bilo mar nekako se gospoda oblači, nekako se vpraholda. Stopi k zrcalu, revše pa poglej, kakšna si. Brez korzeta. Ne prenašam korzeta, ker dihat ne morem v njem. Če ga zategnem, se ne morem niti preklopiti. Ja, se ti ni treba, zato stojite za tabo dva predintarja. Oni ne delajo. Zakaj pa imamo roke? Ja, da se mažeš in liš, pač zato imajo novi ljudje roke, ne pa da plug vlačijo. Ne vem, kako naj te vzgojim. Ah, mati, zdaj je prepozno. Vem, da je, ampak kje sem si upala prezini, dokler je bil tvoj oče še živ. Saj ni znal drugega, kako banke šivati denar na buk spravljati. Doma je čepel kako baba in se ni zmenil ne za buket, ne za koket. Saj denar je zadosti zapustil. Po meni se zgledu ljuba moja Evika, ni še prepozno. Kaj bo z menoj? Bog daj, mojstrica. Kakšen kozel pa je to? Basta! Ja, kje pa vidiš tukaj kakšno mojstrico? Veš, da lahko pokliče pedritare, da te vržejo na cesto? Vi kaj govorite, mojstrica? Richtig. On nekako mojstrico išče. Kaj pa je to? Eva, kaj to imate? Basta! To ni Eva, to je Fräulein Mauser. Pri nobli ljudeh se ne reče ti, ampak gnadljiva gospa. A kje pa sem? Hiša si zgrešil, dragi moj. Ja, si dal postake svoje vrste, pa si prišel k nobli gospodi. Saj nisem, no. Koliko krat si prihajal sem, ko je bil še eni mojster živ? Ja, richtig. Kot je hotel za pedintarja. Kakšnega pedintarja? Če ste mi pa Evo obljubili. Kaj? Jaz, da sem ti Evo obljubila? Oh, kakšna pretržnost! Johann! Kommt der plötzlich her! Wirf den Rabatt hinaus! Mojstrica, ne delajte se novce smene. Što se srešli za Evico? Skopa, misliš, da govoriš? Da niste vi Fema, žena renjega mojstra Pere, Klopankareva žena. Jaz? Pa opankarjeva žena? V tejle obleki? Opankarica? Oh, Bože, koliko krat ste mi rekli, da bova zdaj? ti? Moj zet? Vse me bo začela mrzlica trest. Bože, mojstrica. Brak ne te vzame, jaz nisem nobena mojstrica. Poberi se mi izpred oči, tvoriš, če mi smradiš. Draga A mojstrica. odvrni iz moje hiše! Umazala sem si roko. Zdaj bom morala 3 dni umivati, da jaz spet v nobleso spravim. Mojstrica, to pa ni lepo od vas. Poberi se, če ti pravim, ali pa takoj pokliče miliče. Mati, saj to je vendar naš vaso. Ti rovtasto seme, poljubljena bi se zdi, kaj? Poberi se! Mojstrica, ker nimate nič srca. Škoda, da se mu ga ne smem sama približati, da bi ga spodila. Čakaj, falot! Ven! Samo še beseda. Okej, spašir me! Ne sramiš, ne sramiš! Jačo mi je v nečenju. Zdaj jo bom morala, da jo ima danuški. Ja, kaj pa vzdihuješ, metavzaka zarukana? Jona, kistihan. Ja, tudi Fräulein je tukaj. Me veseli. Aj, hipšek si. Kratka lička, hipš. Fikec, Fräulein, fikec. Ne zamenjate, ampak. Saj res, vi ne znate nemško. Razumnejo, saj ničesar ne razume, ne olikana je. Ne, zadosti so olikani za svoje leta. Ja, lepo.
Včeraj sem bila pri gospe Mirkovičevi na kosilu, ja to je bilo nekaj imenitnega. Vsega je bilo dovolj, ampak takega rolkarauta pa še dolgo nisem videla. Pa srnavo maki, pa apfelštrublja, to je bilo komifo. To je bil tako imenitni, takega že dolgo nisem videla. Potem pa kava, slaščice, vse preveč slaščice. Pa še pinico sem se bolj vzela, da se je dobro gostila. Ja, veste, ne morem vam povedati, kako jo imam rada, še bolj kot tako sočno pečenko. No, kako se pa vi počutite, kako ste kosili, ja? Mikrofon me veseli. Ampak brez družbe ni moglo biti ravno najbolje. Družba je zlasti pri kosilu potrebna. Človek se pogovori, se pošali in to daje dober apetit. Včasih mi je, da vas danes lahko povabim na kosilo. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. Nikar se zaradi mene preveč ne trudite. Jaz sem z malim zadovoljna. Malo lasu, lasu, župa in reštichen rindfleisch. Mikrofon. O, samo da je mastno. To je kuriozno, da ima rada vse, kar je mastno, a rindfleisch pa še posebno z dobro omako. Pri meni mora biti vedno vse mikrofon. Drago mi, drago mi. Če bi bilo zraven še malo rolkarauta, pa tudi en kohtesni, da bi ga človek zavrnil. Pečenka, ja, tada je apetit za vino. Urejti. Na torto sem pa še skoraj pozabila, posebno, če pride potem še kafe. Kava pa vse razdobi, pomaga prebavi in se posebno ženam priliže. Mikrofon, mikrofon. Novi kode. Ja, richtig. Po zadnjem modnem žarmanu. Najnovejša šarman. Alla bonheur. Veste, moj poseben pasion je, da konem se po francosko. Šarman. Tega še nobena nima pri nas. Naj se vidi, kdo je gospa von Mirič. Toda povejte mi, kako bomo tole moje deklevno bleso spravili? Tiščine kako kost v grlu. Pa nam vzeli? Mi bomo našli nekega ženina iz Nobel familije. Un chapeau, kako pravi francuz. Che buona vita, e tu sapella il capello. Takšna grotalica. Hvala me. To bo še tako nam vzeli, da je bo treba iskati. Verjemite mi, gospoda v Parizu ne bo take. Ali bi jo hoteli obožiti? Pa še kako rada. Toda veste samo s kakšnim Nobel človeka. Moševi, imam takega ženina. Po karakterju je filozof. Filozof! Prosim vas, potrudite se, da se bo vanje zaljubim. To bi bilo Nobel. Prosim vas, potrudite se. Tre volonte. On jo bo izobrazil. Tako jo bo olikal, da bo kakor puh. Kako bo Nobel, ko pojdem z njim na promenado. Kako se bodo ozirali. Ja, jaz bom na desni strani. To bo šarmant, to bo komifo. Ja, Pilejno, moja Filica me potrebuje, moram jo poiskati, da se ne izgubi. Ostale bi pri vas okosila, da ne zamerite, moja Filica me potrebuje. Filica? Ja, to je psička. Ti francoski kralj ima. Pridem na kosilo, ne vas ne skrbi. Se priporočam. Kiss the hand, 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 kiss the hand. To je ženska, to kako govori po francosko, kako da je Parižanka. Ampak kako je že rekla? Komifo, komifo. Ivica, Ivica.
sestra. Evita, nekaj ti moram povedati. Jutri te pride snubit pravi Vilocu. Vilocu? Tako je. Kaj pa moj vas? O, ti nesreča! Jaz ti govorim o gospodu, ti pa hoče svinjanja. Dovolj mi vsega! Reci, komifu! Komifu! Kaj pa je to? Komifu? O, tako je reci komifu, ali pa te primažem komifu. Če vsak dan 20 krat ne slišam te vesele svojih ust, nisi moja hči. Hočem me tle pomoli. Mojstrica. Kakšna svinjaka pa je spet tu. Mojstrica. Moj Mojstrica, vam je slabo? Izrode! Kakšna mojstrica pa sem? Mar ti šivam opanke? Dobro me poglej, avša sta. Te nismo oblečena kot grofica. Kako bi pa radi, da vam rečem? Ja, kaj nisi služila pri nobel gospodi? Ne zamerite, nisem vedela, kaj hočete. Prav, tudi jaz te nočem poznati. Poberi se. Kaj pa bomo za kosilo? Kukaj, kaj hočeš. Zdi se mi, da je moja mojstrica čisto pamet. Naredila bom red v svoji hiši. Anuška! Pokliči mi Jovana. Kmetavzarski ksir, kaj so se naučili, tega se drže kot klop. Nimajo še čuta za nobleso. Tu se, mojstrica. Lepa, žolč mi bo počel. Ja, se podri! A ne vidiš, kako sem oblečena? Si že kdaj videl tako mojstrico v svojem življenju? Jo, sem jaz kriv, če me eni mojstrici naučil. Tvoj mojster je bil osum. Ti moraš imeti več pameti. Vajnec od mojstra. Seveda. Poglej, kako sem se jaz spremenila in vedi, da zate nisem več mojstrica, ampak gospa, frau von, ali pa mama. Vraga, kako že fakt odstavlja? Odjeze mi ne gre z jezika. Zakaj ste me pa poklicali, mojstrica? Moja gospa. Gnadljiva gospa, 3 ure te že kličem. Jo, ko pa jaz imam čez me opravke. Ko danes naprej ne boš drugega delo, kako tukaj sedel in poslušal, kar ti ukažem. Ja, kravane pa cvek napadem. Je moj peščeno da, tako? Sena! Anuška! Anuška! Kaj želite, gnadljiva gospa? Prosim, nesi mi kisa! Boš tega spadu ne bo več prenašala v svoji hiši? A samo zato, ker sem kravi dal sjen, ha? No, kako je Bog smodljiv izpolnil, zelo mi pretajinem izjedu. Ja se ne spomnim več tistega nošega bilega močka. Joj, maček, ne govori več take reči. Če se bo pa nasvestila. Jo, a nekaj niste se mu bili, ko me kovo se snedu. Joj, dajte mi kisa, bo to spet padem v nezavest. Anuška! Anuška! Anuška, slabo mi je, zona me obliva, da mi bo tukaj malo kisa. Ti ne srameš, da mi ne zireš več te takega, ali ne veš, da je moje telo slabotno. A slabotno, ja? Nekaj ste pa krefutin vrco, to je sladuro. To je petinica! Zakaj ste me pa poklicali? Zato, da te malo pouči. Zapomni si, odslej nisi več Jova. Jo, kak pa? Hans. Hans? Moj duša si kvaj! Nočem biti kaj pa, če me ubijete. Kozu, to je nobel. Ne boš več delal, kar si doslej, ampak boš samo za mano hodil. Mene in najimenitnejše madame. Kaj ga, vraga, prej se ga pa za hudiča nismo mogla spomniti. Pardon. Mi boš roke poljubljal in iz kočije pomagal. Ti pa imate kočijo.
Ne boš več nosil te oblike, drugo dobiš, lepšo. Zdaj bi hodil tam zgoditi pa zelovsko. Vidite, moj... Zopet. Gospa, nimam rada z mano loče, vidite. Tako se vrlo nosijo pedintari najviše gospode. Od danes naprej kalec. No, če mi kaj pa če me ubijete? Butec, to je lepo ime. Glej, kako je subtilno. Hajde boljše kot tisti romati. Ljubav! Pa tu že je obote, moje je. Ne bom ga menjal. Hočeš biti žal. Žal? No, zdaj bi hodil z mene še cigona naradili. Si francozi se tako imenujejo. Francozi. Tisti mrnatini pa žove jejo. To je mnogo žal. A bi vi jedli žove, ha? Johan, ti še nimaš občutka, kaj je noben. Karkoli je v modi, je lepo. Moj specialno bo vas poslil, ne kličite me žal. Kaj mora biti, mora biti. Ja. Pa bodi Johan, to je pa še lepše. Pa tudi tega nočem se ni smijem. Najbolj Bog ga nagam na moč tiste lede, ki je ostal eno na mojstru. Kakšen leden, pardon, usnje. Tega smadu ne bom več prenašala. Če ga ne bom, pa gramo od vas. To je pretenica! Veš kaj, Johan, če odsediš 3 leta, ti bom dala 5000 evrov. 5000 evrov? Ja, pa ne ste za prst ne gledam. Jaz hočem poštati pošteno isto. Johan, pa še Anuško dobiš po vrhu. Ančico. Ja, a ste vi gospa od hudiča? Pa veš, tu je tudi tvoja žekančka. A ste videli te gelijo? Lica tak. Vsa smrtna vas. Ja, od hudiča ste moj spet od hudiča. Julančica taki! Super, ako ne sem. Ti si taki njega, ne pa zapoštenega velika. Ali se tako dajo to, niti roke mi nisi poljubil? Kako pa jaz sem te oče tek bode, da vam je huda? Če bi Mihajla bi takole poljubil nogo. No, kad je neotesano in neotesano. Anuška! Ni treba klicati. Nobel gospa pozvoni. A ja, kmetazarka ne ve, kaj je to zvonec. Anuška! Anuška! Tu sem, pojdi mi kupit malo hop. Vraga, kako jim že pravijo? Hop, Manušek, dobro. Tako bi Janova govoril tako ogavnih rečenih, da se človeku želodec obrača. Koliko je ura? 9 je vroče. Zdaj je najbolj primeren čas za obiske, vizite. Ančica, gledal se dobro rediš. Na, Tringelt. Gnadljiva gospa. Ančika, to je moje pravo ime. Gnadljiva gospa, kako ste dobri. Ančika, kolikokrat mi boš gnadljiva gospa rekla, tolikokrat dobiš Tringelt. Gnadljiva gospa. Gnadljiva gospa. Zapiši, Ančika, se veš, da velike madame ob novem letu daje Tringelt. Piši, gnadljiva gospa. Le zapiši, Ančika. Tene, Ančika, da ima vsaka nobel gospa svojo vizitkarto. Da, gnadljiva gospa. Bravo, Ančika. Ti si služila pri nobel gospodi. Kako se zdaj nosi šal? Čez roko ali okoli vratu? Čez roko, gnadljiva gospa. Zelo lepo, gnadljiva gospa. Tudi uro morate nositi. Je prav, imam jo, Ančike. Po mojem rednem možu sta mi ostali 2 uri. Res, da je samo srebrna. Dala je bom pozlatiti. To je zelo
velika uro. Nič ne de, ni mi žal denarja. Kaj ne, Ančika, ura se nosi v žepu. O ne, tukaj na levi strani. Ah ja, richtig, Ančika. Ta preklimana francoščina mi je zmešala glavo. Pa nič ne mislim, pa se motim. Saj se tudi lahko takole nosi, dokler ta ne bo pozlačena. Lahko, mladiva gospa. No, Ančika, kaj mi še manjka? Lorgnon. Ima ni francoski jezik, pa nič na njega mislim, da zdaj pravzaprav ne vem, kaj je to. Lorgnon. Kaj je to lorgnon? Iz bele kosti je, gleda se skozi. Ja, prav, Ančika, tudi jaz bom postala kratkovidna. Verjamem, gnadljiva gospa. Dokler tega, kako se že pravi, lorgnona ne kupim. Se tudi lahko očala vzamem, kaj ne, Ančika? Lahko, gnadljiva gospa. Komifo. Bravo, Ančika. Kako se pa še noblesa tak, ki se služila v Daholta? Zelo lepo, gnadljiva gospa. Igrajo taro, šah, poston. Moram ta zlomkov francoski jezik čisto zapustiti. Tako mi je glava zmeša, da se pa ničesar ne more več spomniti. Kaj je to? To so karte. Ah, ja, richtig, Marijaš, spet. Kupi karte, tudi mi bomo igrali na karte. Ja, kako pa se še drugače vdaholtajo? Igrajo na klavir. To je pa zdavne v modi, nekaj novega po novem žurnalu. Da, gnadljiva gospa. Poglej, Fima. Še en smrtljivec. Kaj pa je s tabo? Kaj si se našipinila kako raco? Komifo, danes grem na obiske, vizite. Johan, absponnen, napredi! Kje je Eva? V hiši. Pokliči jo. Jo. Ali je snorela ali pa je sedela doma? Kaj pa blebeta, Miko? Komifo. Stric. Ne pa jaz tvojo materjo. Menda se je zmešalo. Samo pogledajte, kako je zdaj pri nas. Vidim. Hoče, da bi bilo pri njih vsekakor pri veliki gospodi. Zmerja me in se jezike delam. Pravi, naj se ne potičem in sedim. O, ta preklemanska dekla. A ne, ona se dela, dokler je bil ti oče še živ. On se usmili njegove duše. Na vse više mata on si želene prikreša, da bi čime skupaj spravil. Prv pravi, zdaj pa rada vse pognala. Bom že za godu. Zaupane nekaj denarja, pa ga hoče takoj pognati. Neka gospa Sara zahaja sem in jo tako učim. Kar naprej govorite, da nismo likana. Če nisi likana, pojreš pa z malo. Ne smem prestopiti praga vaše hiše, stric. Kaj? Pravi, da nima brata čevlanja. Kaj? Ti pa gospodena butica ti. Kaj me vide oče in mož? Pa nista bila poštena rokodelca kot sem jaz? Z mano pojdeš. Stric. No, dekle, kaj pa ti je? Tudi Vasilija je spodila. Ja, otrok moj. Vase je res mi, mogoče kaj na cilj. Kupaj ta vidič. Jovan je. Jovan? Kaj pa sem tako na šemu? Jovan! Kaj bi radi, moj strmitan? Viš Boži, Jovan, kdo pa ne tako na šemu? Pazite mi, kad s kom govorite. Jaz nisem več Jovan, ampak Hans. Ali pa, če si tega ne morate zapomniti, potlej pa Johan. Tisti, ki mi bo rekel vajnec, kaj bi moj gospe mojstrini opravil. Tvoja gospa je zmoglela. Kje pa sploh je? Ne vem. Ti je ona ukazala, da se tako oblečeš?
Francois? Prismukljene. Johan, tudi tebe moram naučiti francosko. Samo tega mi še manjka. To mora biti vsaj 10 besed. Jo, pa kaj bi se učil pri težkoje? Saber, duder, fu. Vidiš, da ni težko? Veš, kaj je bonjour? Pa kaj ne bi vedel, vsega vrtu se polno. Bonjourja. No, tiste potoni. Saber, to je po francosko. Dobar dan. Zdaj reci bonjour, madame. Bonjour, madame. Vidiš, kako je lahko? J'aimerais moi, comme travailler. Bonsoir, madame. Ja, več pa ne znam. Vidiš, kako je lepo? Zdaj se posod samo francosko govori. Poropo Božan prodajala sem se za enega lamurja za 20 evrov. Meni pa vrca je. Mojstrica misli, da vam pošteno služim. Tumo, to je psiček osub. Kaj bi si videl, da vsaka nobel gospa pride na vrnici psička? Ja, kakšen meta pa za 20 evrov? Majhen lep, kodravja, komifu. A, veste kaj? Jaz vam od svojega starega očeta pripeljem za 5 evrov takega psa, ki več velja kot 10 takih lamurjev. Kakšen pa je žal? Ja, mene drag. Če ni večji od teleta. Ne, manjši ni. Glava je nekakor svoj. Ja, kako mu je ime? Šeki. Johan, to ime je postaško. Mora biti lamur. Ja, saj mu vi lahko rečete, kakor hočete. Tako ste videli. Vsak bo pogledal za njim. Pripeti ga žal, da vidimo. Poropo Božan. Kupi glavnik in milo, vsak teden ga boš kopal. Zdaj me še psa kopa. Če to delajo dame in na pozegle, boš morda tudi ti lahko. Jaz tega ne morem, pa če me bijete. Vidim, da nisi ustvarjen za službo pri boljših ljudih. Naj bo pa sama. Ja, da ne ga pripeljem. A pa, poropo Božan. Saturno. J'aimerais demain, comme travailler, parler français, prismukljene. Bravo, Johan, bravo! Ni dobro, da smo ga naučila francosko. Zdaj bo pa Luce razumel, ko se bom pogovarjala z madame. Pa nič ne vem. Kada bo šlo za kakšno tajnost, bom pa po angliško. To je pa še bolj nobel. Mama me hoče omnožiti z nekim filozofom. Pa pravite stric? Stric tudi ne pusti, da bi se poročila s teboj. To ni mogoče. Ja, pravi, da se vem. Nič se ne boj, Ivica, malo bom dobil denar. Kako boš pa dobil, če si pa pošten? Prav zato, ker sem pošten. Poglej, tukaj imam 100.000 evrov. To je samo papir. Isti kot lotarilje. Lotarijo igraš? Ja, ti. Veš, kaj si mi sanjala? Ležim. Ti pa prideš in me vprašaš, kaj mi je. Jaz sem tako slabe volje. Jaz pa ti odvrnem, da mi je hudo, ker sem vreden. Ti me na to 3-krat poljubiš. Greš k vratom, zapišeš kredo veliko 3. Potem pa spet prideš in me 8-krat poljubiš. Spet zapišeš 8. Tretjič me poljubiš 24-krat. 24? Ja, 24-krat. Ja, in kako prej zapišeš na vratih številko 24. Ja, potem si obrneš proti meni in rečeš, dobro si zapomni vasa poljube. In skineš. Jaz budim se in takoj se spomnim sam.
Kdo bi pač pozabil tvoj ljubek? Na misel mi je prišlo, pa zgubil srečko. Vaso, naj bo srečna. Potem mi tvoj stric ne bo branil tako zame. Veš, kje si bova kupila hišo? V mestu. Mesto? Oh, Vaso, kaj pa boš tako hišo, kje pa bova imela živino? To je v Stranski ulici, samo da je prostorna. Prav imaš, zakaj bi se gospa 100.000 evrov ukvarjala živino? V mestu, kje je gospoda, ne rabimo živine. Oh, Vaso, nočem. Moraš, Nočem. moraš. Vaso, si jezen? Oh, Eva. Oh, Vaso. Was ist das? Resmana ist produkt! Je to nobel? Ali Francozi tako počenjajo? A ni dovolj, da se na pliso objemajo? Satrovtaska, kaj sem ti zavičala? Sram ne te bo, kakšnega fanta si izbrala. Poglej, skozi rokave bo si videli dan. Denar ima mati. O, ko mi fo prismuda. Da se mi takoj pomereš v hiše, da te nikoli več ne zalutim tukaj. Ne, priči te bom pozabiti, sravica. Zaradi tebe sem si se pusta umazala. Bo že plačala, ne čakaj. Tebi pa faluca bitki zadnjič reče, poišči si kavle dekle, se ne zaletave včeraj na obljudi. Gospode Milič ima prelepo hčerko, ki bi jo rada videla srečno in ker si ti učena glava, bo to zanjo lahko. Le blagougodna nimf in graci bajna moč utegne rušiť čarobitje vznesti. Bogata je, Kaj na svetu več velja, kako svetli škornji? ker je zelo bogata in tudi vzgojena, je sklenila, da obmoži svojo hčer s teboj. Kadar se rušiči čimnu posvečuje lepota vse nature slavje slavi. Monfrejo, pomeni da se raje v dekletu. Ali bi bil bojan zetijo, ha? Samo lep obrazek moje srce lahko očara. Tako jo pripeljem. Samo nikar tako visoko ne govori, da se ne ustraši, ker dekle je mlado. Lepotice naše naj cvetijo. Kvartobirci karte naj delijo. Moj stric Janez svoj denar prešteva, lunce zvrača zadrapana deva. Komu drago, naj se ženo ruje. Ruje in lase in nateguje. Goslijo poslaču naječijo, naj v veselju čaše zazvonijo. Vsaki stvari rad priznavam svoje, moja slava pesništvo je moje. To je moj sorodnik Svetozar de Ružičič, ki je... Postoji, roža je cvetic kraljica. Ko je boginja Venus ali Afrodita Adonisu jagnje dala, se dokrivije zborka, strnim okoli stoječih rož. Pa rožico, ki do tedaj je bila, v rdečo spremenila. Od tod izvira mojega imena Koren. Komifo. Gospode Mirič, o kateri sem ti pravila, da je zelo nobel, zlasti kar se jedi tiče. To pa je mamzel Evichen, seveda, to je mi na pravo ime. Pozdravljen cvet ljubezni, ki ga struja nimfrosi. Mamzel, a ti kaj treba, da odgovorite na dvorenje? Mentavzle, ali sem te tako učila? Zakaj me rečeš? Jaz skužim, zgožuh, komifo, ampak mati, mamichen. No, kaj si hotela reči? Santunder, mamzel, Santunder. Nič nismo razumela, kaj je govoril ta gospod. Sestra Marija Groba skozi Boga v Turo spremenjena, nebeška harmonija iz Ružičičevih se ust razlipa. Res, malo premalo je ulikana ta naša mademoiselle. Oh, jaz sem najbolj nesrečna mati na svetu. Pustiva ju. Naj čaka. Naj se utrhoj, da tako, kakor se hoče. Evichen, kar tu
standard in gledaj, da se pametno ponašaš. Sprekte pisli francais, mamzel, sprekte pisli francais. Kistiha. Comme il faut. Kistiha. Kaj je življenje brez ljubezni? Kot so oči brez vida, ali dan brez sonca, ali noč brez lune. Blagozračna Helena. Ne, Eva mi je ime. Ti si Evigen in pa tudi Helena. Deklica in pa tudi boginja. Junoni so potnik, prelepi pa ali veš, kaj je poezija? Kaj je poezija? Niže od nebes in više od ljudi. V višavah velikanskih planin stoji nadzemeljski prestol, na katerem biznoslovje tiho slavje slavi. No, kaj vas tam vezete? Ogen stihotvorca svoje ljubimce silno greje. Oprostite, kdo pa ste vi? Jaz sem tisti, ki v romanih ljudi po 100 let pri življenju obdržim. Ne da bi jedli. Z eno besedo, jaz sem poet ali stihotvorec. In na moj ukaz zdaj tigre in salamandri, najstrašnejše zveri sveta, levi in škorpioni, krokodili in kače na dan prilezejo. Ne. Imam oblast, da vas, če hočem, s pomočjo basni spremenim v kobilico, v netopirja, v kuščarja ali vam pa lahko do celo življenje obstane. Za Božjo voljo, pustite me! Dafna moja, poglej me v obraz, to srce, zate bi. Pustite me! Nočem imeti otroka s čarovnije! Mili sveti zakon mar, kot čebula čudna stvar. Solze točiš, ko jo ješ, ampak ješ jo še naprej. Tiho! Tiho! Ti je mademoiselle všeč? Junona je Helena v pava spremenila. Pav je lep, krasen in se s perjem košati. Toda sram bi ga bilo, če bi vedel, kako vrešči pravi nesmrtni Dozitej Obradovič. Torej ne bo nič ženitvijo. Himen samo 2 enaki srci veže. Prav imaš. Neolikana je. Ampak njena mati pa je čisto drugačna ženska. Vzemi gospode Mirič za ženo. Imaš pomisleke, ker je prijetna. Moraš vedeti, Monfreja, da ženske kolikor bolj so prijetne, močneje in silneje ljubne. Jesti in piti, Monfreja. Jesti in piti, to je ljubezen. Pošli k vragu te tvoje generacije in boginje. Bojo, kje je tvoja moč? Monfreja. Poslušaj moj nasvet, Monfreja. Krasna ženska je. Bogata je. Bogata. Naj bo, pristanem, ker le na ta način bom svoje motvore lahko na svitlo dal. Pristaneš, Monfreja? Muze ljubijo mir. Numeracijo se pa knjige na svitlo ne dajejo. Miričeva bo men falega. Videla, videla! Gospodи, moj gospod sorodnik, Svetozar Ružičič, se je namenil. Da vzame mojo hčer? Kar pustite, mademoiselle, ona je še zelena. Izmukljena je, ne pa zelena. Žal mi je, da jo k meni prištevajo. Ne bo. Kako so se gospod Vilocov namenili? Poslušajte, kako tole pozveni. Vi ste soproga filozofa. Ja, prš! Pa vi še doktor, prš! Sem dobro pokazala, kako se nogo gospa obnaša. Moja gospoda zadovoljena. Gospod von Vilocov, vi torej prav zares mislite? Jaz sem z oblaka vstopil in
Tebe sreča. Kako se po francosko vzdihuje? Alla Alla bobnade! Alla bobnade! Gospod Vilocov, jaz sem slaba, ne vem, če bom mogla. Avljajte se, da si ne vem. Hočem, gospod Vilocov, verjete mi, hočem! Od samega veselja sprepada mu ne zavije. Vsak dan se bomo širili, kot ni firšpami vozili. Ne bom se družila s komer si bodi. Kdo si ti? Jaz sem vaš brat. Jaz sem vaš stric. Ali si žlahtnega rodu? Ali si ti Vilocov? Nisem. Marš izpred mojih oči, če bi bil moj sorodnik, bi tudi ti bil Vilocov kot jaz. Vidiš, Oliko? To, kar je za nos, Pavle, je blagodejna muza. Midva bova nepretrboma v sodružju boginjem Graci. Jaz bom z njimi pertu. Bravo. Kako se reče po francosko draga? Moi chérie. Moi chérie. Gospode Mirič. Tudi gospod filozof pokosil znam. Mon karabel. Takoj pripravim rabarbaraca. Bravo. Ženin bi moral dobiti kaudar. Po mojem mnenju možu mi je marsikaj ostalo. Ti ugaja? Udobna čarodejka je spremenila lepoto Helenu v dobroj kube. Hej! Da vidiš, kakšna razlika je med njo in njeno hčerko. Gospod Vilocov, vi ste moj in jaz sem vaša. To je prezident, ki vam ga daje. Lahko bi bilo kaj drugega, kot je ta napačnica. In kura pokazala, kolikokrat bije srce in kdaj bo pogubila. Bravo, to je Licija, to je mnogo. Moč reči, če si odgovoril na artikaj gospode Mirčeve? Ne boš se zaradi česa jezikuje. Jaz mu moram izkazati sočast in spoštovanje. Kaj pa je to, madam Demirič? Moški klečijo pred ženskami. To ni človek, to je Vilocov, tako zlagati besede. Prav tako je njeno pred ljubnikom v spoštljivosti klečala, ko je njegovo moč izkusila. Gospode Mirič, prosim vas dve besedi. Izvolite. Ja ne bi škodilo, če bi mi dve odšli v kuhinjo pogledat, kaj tam delajo. Da se pečenka ne prismodi. Seveda, če ukazujete. Monfre, kmalu bo popne, mi dve greva vse pripraviti, potem pa ti prideš. Kaj nam ukazujete? Kristijan, Kristijan. kom Mirko, Kristijan. Kure! Tiho! Tiho! Kleči pred mano. Čekaj, da se kaj ne znevo. Veš tu? Koga išče s gorečimi očesi svojimi? Aha, to je pa Peme. Daj mi odgovor. Pani, prosim ponižno. Jaz sem bil lepo pri svoji mojstrani, a teraz sem avanziral. Sem postal pedent. Dovolj. Co je to? Len so to hodinski. Bog naj naravil. A co je to? To se vola tobakira. Ja, česki. Ovače ne znaš. Kako mogu bi jaz maluje penjazi čisto potnih voju nasija vešči polučiti? Hej, Hani, budete kupiti jedni pekni lanat za penjaze. A potom budete obesiti in budete znati koliko ura. A potom budete išta kulu, a lebo tobakiro punic tobaka. I ideš kako moćni jedi pad. On se kaj pa čekaš? Okej, ti znaš primoče. To je slabost. To sem povedal slavljanski. No, a bi mi ti mohel predati to uro pa štela za 10 evrov. Čekaj, mi, veš da? Bodi brez krvi, da ti bom imel. Šuba, nekaj za noč. Tu pa je štur.
Što pa kohtimo? Prav, se ne bom. Še nekaj. Da nišče ne izveš to vzek pod likvu. Prav, buče. Buče, prav. Mąk je lepa čednost. Molčanje je krasnejšaja dobrodjetelnosti. A, boli brez skrbi. Nor dobiš. Uš, buče, poprače. Uš, buče. Boli brez skrbi. Nor dobiš. Madame Demirović, kaj ste tako zamišljeni? Ko mi fu, to ni šala, moja šeri. Jaz sem bila cofica. Skrbi me, moja šeri, ker ne vem, s kom se bom družila. Z groficami, z baronicami, moja šeri. Alla bobna. Super, super. Povejte mi, Madame Ružičić, kdaj bomo jedli? Pili, se utrhojali? Prej moram se zirat novo hišo. Ne laskam vam, imate zelo prefinjeno kost. Dunaja mi more prinesti karte za šnapce in marijač. Pa nove lustre. O, šarman, šarman. Kaj pa mislite? Jaz sem bila cofica. Nisem se zaman naučila francosko, nisem zaman svoje ure v reparaturo dala, pač pa zato, da se pokažem. Samo grofice in baronice se lahko primerjajo z menoj. Res. Torej, povejte mi, kakšne obleke pa ste naročili za poroko? Naročila sem 20 oblek, moram pa še 3 za jahanje. Amazon Kleider, šarman. Veste, v posebno pa so mi jahanje. No, pa šeri, to je pa samo Parizu. Tudi konja moram naročiti iz Pariza, ker ti naši niso za nobeno rabo. Oprostite, mene malo slabi. Ali se vam ne bi prilegla skodelica kave? Komivo. Žan! Jokan! Tu sem, mojstrica. Nič ne vzameš na jazik, zmen zatika. Zahabina! Ti si zapajenca, ampak ne zapeditelja. No se vidite, mi rejni mojstrica. Kakšen mojster, kaj mi znaš reči? Rejni gospodar ali gospod? Kaj govori o vašem rejnem zakrovu? Ja, veste, imel je navado, da se včasih šivanju opanku nahojdal, ker mu je doktor tako svetoval. Nesramneži pa so raznesli govorico, da je opanka. Jako pa še? Gorjan! Jaz o tem malo vem, ker sem vedno v sobi sedela in plekla. A, što je pa lijepo? Kaj boste s tebo se izmanovat, hoće ja ste govorili? To je podeljenca! A še vidite, ko se rejni mojste spinovci na tako ne zapomni? To niste odstidjavali. Niste roči, se na sedi bom izpulila! Jo, vame bo ovo, kak ste da odašli v kljep. Ko pa ja slujete? Da fant je gromijak. Mama! Prosim, ne pozabite na kavo. Poberi se, Gališki, ni pomene shodnika! No, čau je tale fant. Prosim vas, surov je! Se spet mi prišel sprati pod nos. Ima! Šel sem te vprašati, ti si dovela, da obraneš neke komedije. Je to pametno, kar delaš? Kaj me nas smrdi? Strašno. Kdo je? Kočijaš mojega brata. Kaj ste ti za mašini v sobo? Imamo za smrdelo, kaj? Odgovori, ali pa te ne? Kamifo! Tukaj se samo po modi govori. Diš me zame tebe malo! Kakšna moda te pa popada v to vino neumno? Sin Suzanne, Saint Suzanne,
se je prelepo, da už vidiš dela. To Fidon, ta ima še bolj grob. To je pa više strahnosti. Poberi se, marš in raz! Kaj? Ti boš mene vodila, a si pozabila, kaj si bila nekoč? Ker sem bila skrila v tem nočem nič videti, kar sem pa zdaj. Ti ne boš nikoli, če se ti noč še zaenkrat podaljša. Ven, ti nisi me vrat. Zares veliko čast mi delaš. Prišel sem po dekle, če bom zate še kaj vprašal. Mene pes po uha. Se žem, kaj ti boš moj dekle peljal? Seveda jo bom, da jo ne narediš takšne, kakršna si ti. Samo dotakni se je. Če mi prideš blizu, ti obe nogi ponovim. Hrota! Mazani kmetov, da si od nikoli bi me ne podala na bestega cesta. Kakšna grobost. Marš! Šarman, mašin. Kaj pravite, sem ga dobro odpravila? Komifo. To se mi je kakor da mojo grofico gledam. Tudi ona je imela navado, da se je včasih razjezila in to in je zelo lepo pristajala. Komifo. Ali da bi kazalo, da se malce sprehodiva, dokler kava ne bo gotova? Šarman, vi imate zelo lepe Einfälle. Torej, ki so bili? Prosim, vi ste gostja. O, vi ste blagorodna. Prosim. Prosim, Prosim. prosim. Eva, Kaj je zdalo vas? daj mi svečko, pa boš videl, zakaj si tako vesel. Kaj? Ja, daj mi svečko. Kakšno srečko? Jaz sem za Boga listi, ki si ga pri tebi pustil. Meni nisi dal nobenega listka. Kako da nisi dal? Daj ga, kam me ne muči. O vas sanja se. Daj pa lepa, za Boga daj mi svečko. Zadel sem 100 000 evrov. Ne vem, kaj hočeš, kaj si znoro. Eva, nikam me ne muči. Daj svečko, da dvignem denar. Potem pa se sebi koliko hočeš. Naj me strela zadene, če vem, kaj v kakšne srečki. Čakaj malo, Vaso. Kakšna pa je tista srečka? Mar ne veš, tisti modni listek, ki si ga dal. Seveda, tisti modri listek. Ta je pri meni v očetovi tavačnici. Takoj ti ga prinesem. Pustila sem jo v tabačnici za šrofanje in mati jo je podarila tistemu filozofu. Kaj? Filozofu? Pri filozofu je moja svečka. Kaj? Počakaj. Za 5 se ne bi več pomladil, dokler ti ne da listka. Nisi njega poljubljala sanja, ampak mene. Počakaj. Tale filozof me je že snubil. Kaj, če se naredim kako, da bi bila vam zaljubljena? Mora biti moj tako lažje z vami. Ni mi do takih šal. Mate ne zaupaš? Ne, da ne zaupam. Kdo bi pa na tega kozla oči obračal? Gleda, ravno kar prihaja. Ti se pa umakni. Umakni se. Moj Bog, pomagaj mi zdaj.
Mir s teboj, Helena. Glej, tvoje oči zvezdonosno bleščijo. O, zelo mi je žal, da ne znam govoriti v vašem jeziku, to da potrudila se bom, da se mu čim prej privadim. Lepo. Kakšna razlika med njo in njeno materjo? Nisem znala ceniti filozofov tudi zdaj. O, ko sem doumela, kako jih slave in časti, bi bila najše večja pri filozofu, kakor pa svoja lastna gospodinja. Ne kaže li, da bi ona utegnila biti sopotnica v življenju Svetozara Ružičiča? O, blagomodni gospod filozof, velika sreča bi se štela, če bi še enkrat obrnili svoje oči v meni. Helena moja, dovolj preljuba Helena, da to slavje s poljubom ovenčam. To boste tedaj lahko storili, ko se bom smela imenovati vašo srečno ženo. Ne žena, temveč nimfa ljubečega te Svetozara. Me veseli. Zato bi vam rada nekaj podarila. Najvzvišenejši dar nebes je stihotvorstvo. Prosim vas, ali ste morda že dobili kaj od moje matere? Mati je štor stari s svojimi podani. Prosim vas, blagomodni gospod filozof, ali niste našli neke tobačnice? Dafne? Prosim vas, kje je listek? Kje je tobačnica? Je šla rakom žvižgat. A ni ta boljša od svoje matere? Zares, to je tvoje podoba idiličnega življenja. Njo bom za soprogo vzel. No, ne glede, kaj bo z njeno materjo. Klanjam se. Klanjam se. Kaj ti si sam? Komifu. Midve smo na vas pozabili. Kula na zemlje, obraz tvoje krajna gradove. Moj gospod, rodni govori tako vse vzvišeno. Kdo te je zdaj razumel? Da ženiti na svojo soprogo, ali bo res hud? Šale zmijajo bogovi. Naturo stihotvorec prikazuje. O, mošeri, on kume čaka prstan. Ker hčerka ljubost svojo pokazuje, poroke mati ne pričakuje. Kaj? Gospod filozov, kaj govorite? Jaz se vidite, da ste z leti obloženi. Zato pustite sladkosti zakonskega življenja svojih hčerk. To je pretinenca, da ste mi kaj takega lažova. A ne spametnice. Ja svoje včere ne Da ste spremenjeni v blato, kakor litvijanci. Mojga se zaljubljenca ne bosta sprla. Ne, Ružičica stane v svoj nakani stanovite. Ne uganaj komedije, mon frère. Gospod filozov, zakaj sem pa jaz oni dan omentila? Zakaj sem toliko komplimentov storila? Zakaj sem po 3 ure pred zrcalom stala? Ne trudite se, mi smo slavice dostojenosti lepšo izbero. Da bi te čisto uličal! Nikar ne kričite, on je pa šlake na ture. Potičnega vzame, ampak mene ne bo sramotil v pameti. Ne bo govili. Spaka salamica. Spet mi je prišel smradit. Ali si pripraviti? Kaj si izgotaš? Bar ti moči zapusti dovolj denarja, da tež te reči zastataš? Zakaj si to poslala k meni? Kaj pa tebi, Mark, če sem jaz to komu podarila? Podarila? Za pravljivka? Ali si vino prislužila? Zakaj tjere opet za te reči 10 evrov? To ni res. Ni res? Jovan! Povej, ki je zrbil to uro in tabačnico. Smej povedati, Povej, če te vprašam. gospod filozof me je dal. Razumec in nečistec, kaj sem ti ukazal? Aj Bogana Boga ne vidite, že me bije. No, draga moja sestra, in zdaj. Jaz sem mu uro podarila. Podarila? Zakaj? Poročit sem se hotela z njim. Res? S njim si se hotela obožiti. Kdo
ljubljenca mus. Hoj, jaz sem pesmoslovec in njega nad menoj. Ale je norec. Pesmoslovstvo je dar nebeškega bistva. In moj vjer je norec. Ej, bojste mi tam, se me jaz opiše razpravo. Naj te oplazi vulkan svojo stredo. To? Tega pa ti jaz zastopam. Neki bi norca razumel. Ej, Grima, gorjeti, gorjeti. Gorje tebi, Izrael. Stric, ravno prav, da ste prišli. Prosim vas, pomagajte mi. Vaso je zadev na loteriji. Njegovo srečko pa ima tale filozof. To je filozof? Zakaj pa ne vrnete Vasiluka njegovega? Elena moja, tvoj obrazek, razgreva moje srce. Govori, kakor ljudje govorite. Ali pa te mahnem, da ne bo od tebe niti sledu. Daj srečko sem. Naj se moje telo v kamen spremeni, čekaj, vemo kaki srečki. Ali vam je ni dala moja mati s tabačnico vrit? Dafna moja. O, prosim vas, stric. Sili, da ga da mama vrne. Da ne bomo tudi njemu nekaj, ne vaso? 100 evrov sem buda vrne. Srečko? Jaz nimam pojma o srečki. Nič ne veste o tistem koščku modrega papirja? Ne. Da mi to. Daj moj Jovan. Kje si ga našel? Jo, gospod filozof me je dal. Kogo vi naj dokuje, jaz nisem vedel za. Kad bismo mi gledali, za nas bismo otišli in vzijali penjazi, a potom bismo kupili v obleko. Jovan, dragi Jovan, 500 evrov. To je malo, 800 evrov. 1000 evrov dobiš od mene, ti si imel s tem. Moj zdravik, s tem dobim 100 000. Ali mi zdaj daste Evino roko? Tam, fant moj, lahko postaneš moj zet. Kaj? Tvoj zet? Mene pa niče ne vpraša, saj si moja hči moži. Saj ti si iz nobel družine. Kdo bi se lahko s teboj primerjal? S teboj se lahko menijo samo taki filozofi, drugi ne. Ljubav moj strih. Moj svinja, ali sem ti kože svojila? Mari, nisi. Ampak veš kaj tema? Vaso, nek zame Evo, ti, pa filozofa. Vraga ne vzame, meni ga ne treba. Zakaj? Vega, kako je lep, petičen. Ne, sam začet vem vprašati, kdo in kaj je. Da ti še sploh veš, kako mu je ime? Svetozar Ružičič. Ružičič. Da ni tisti, ki je služil v Jerkičovi trgovini. On je. In moji veri, da je on. Saj smo slišali, da je potem nekaj šel študirati. Ružičič. Globoko boš posegel tja, v vekove. Jaz sem gospa Sara de Mladenič, soproga velikega gospoda Mladeniča, ki sem imela čast pri grofu in grofici Švarce, Verk na desni, redko kdaj na levi strani stati. Draga, spominjam, kolikokrat sem jo videl, ki sem renem grofu škornje delal. Tam je bila za kuharico. Ja, draga moja prima, lahko te je sram, kakšno družbo si si izbrala. Ampak jaz ne morem biti kmetavzarka, kako ste vi. O čem pa misliš, da si boljši od nas? Kdo med vam še to nosi, to se pravi biti noben, ne pa da pa solo pominaš. Sun kmetavzen, der. Enkrat za vse, kdor je noben, ta je moj. In kdor ni, maš, ampak. Nagiva gospa, komifo. Si vam 100 000 evrov. Lahko postanem nobel, le Evo mi dajte. Šarmant, boš ni šarmant. Komifo. Ja, zakaj pa nisi že zdavne povedal, da bi me Evo dobil? Ampak samo pod bedingom, da z njo francoski govoriš. Tudi po turško, če hočeš.
gospa Benita. Ker kot vidim, boš Dimitrij imaš toliko ne bo odštrpal. Jovan, delaj in ne postopaj, fanot. Jovan dobi od mene 1000 evrov. Da, ampak mojstri nam je Ančko obljubila. Po gradu gorjačov bo zvezde videl, pa ne Ančice. Sunt moj bratanda, rabaus velikanda. Veš kaj, zdaj mi ti usne der in živej der, upamke er. Adieu, Jean, samo francoj sunt mamzel. Ja, brez skrbi bolje. Ja, res. Nima. Ali bi ti šla malo v Pariz? Les Paris, les modestes, les intop. Vidiš, jaz bi te za svoj denar peljal v Pariz. Ampak samo, če mi obljubiš, da boš tam 3 leta živela tako, kakor bi jaz rad. Poglodasko! Ikonit! 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 Že 3 dni brez karaktera je veliko. Jaki pa 3 leta, jaki pa? Ja, v Parizu ima vsaka ženska po 2 moža. Po 2 moža? Libri, Bruder! Beli me v Pariz, beli me! Vidiš, kako noblista živi? Beli me v Pariz! Kaj pa tiste uboge, preproste? Ja, tiste imajo po 3. Po 3 može? Vprašaj vsakega, ki ima francoske, pa ti bo to potrdil. Libri, Bruder! Jaz se že predala željo po noblesi. Zdaj hočem biti preprosta, da vidim, kako se preprosto živi. No, hvala. Da, preprosto, čisto preprosto. Adieu, mon chéri. Adieu, noblesse. Adieu, journal. Adieu, žarivec. Živela bom v bajti in imela bom 3 može. Jo, za 3 dni bi pa vse naredilo. 3 može. Dragi kulturniki, dragi prijatelji in prijateljice domačega gledališča, dovolite mi, da se najprej v imenu Katoliškega kulturnega društva Bobrček in okolica zahvalim in čestitam naši domači gledališki skupini, k današnji premieri Jara Meščanka. In mislim, da lahko rečem, da ste dobro rešili vloge in da ste nam pripravili lep in vesel kulturni večer. Hvala lepa.
Zahvala in čestitka pa velja v prvi vrsti režiserju današnje predstave, našemu dolgoletnemu prijatelju Franciju Končanu. Je pa tako, da bi brez skupnega dela, dobre volje in veselja težko prišli do cilja. Tako nam je kostumski načrt naredila in pomagala tudi pri izbiri gospa Gordana Schmidt. Za izdelavo in pripravo kostuma pa so bile odgovorne Štefka Tončič, Hani Krenc in Herta Dobrik. Vsem prav lepa hvala. Niko Kranz-Kus je poskrbel za scenski načrt, sceno pa je izdelal v prvi vrsti Anzej Baufbi s pomočniki Huberta Cideja, Marjana Buchwalda, Frica Nachbarja in Rudija Končiča. Z materialnimi podporami pa sta nam pomagala tudi podjetje Job Toni in podjetje Kulmeš. Vsem hvala lepa za pomoč. Frizure in šminko pa je spet poskrbela naša lasoljarka Rosi Hobel in se je seveda na tem mestu prav prisrčno zahvalila. Da je tehnično bilo perfektno izpeljano, zato je bil odgovor naš Sigi Pavlič, brez njega nič ne gre. Pa tudi Bernard Tončič, ki se je z veseljem priključil našemu tehničnemu timu. Prav tako pa tudi Kristjan Pavlič, ki je v pripravah uredil in usmeril luči. Danes se pa je izkazal tudi v vlogi poštenega ljubimca na odru. Za pomoč, dobro voljo in za prijateljsko skupnost bi izrekel poklone tudi vsem odbornikom in odbornicam našega društva KKD, vsem tistim, ki nam na kakršenkoli način pomagajo, Krščanski kulturni zvezi za podporo in za gledališki teden v Jezi, katerega se je naša skupina rada udeležila, in pa tudi odgovornim kulturnega doma, v prvi vrsti pa Milanu Piku za vsestransko pomoč. Hvala lepa. Samo še, da se vam nastopajočim še enkrat zahvalim za veselje, za pripravljenost do kulturnega dela in si želim, da bi se tudi še naprej vključevali za budovsko dejavnost. Hvala lepa. Hvala tudi vam, dragi obiskovalci, drage obiskovalke, hvala za vaše zanimanje in za vaš obisk. Jutri zvečer ob 19. uri bomo še ponovili to predstavo tukaj v kulturnem domu, mogoče še povabite prijatelje in znance, ali pa pridete višem, pa saj vete, igraj boste zmerno Pode